Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novem poletnem pogovoru. Danes smo v zaklonišču Metalne in v moji družbi je Boris Krabonja, ki bo pojasnil, zakaj smo pravzaprav tu. Lepo pozdravljeni. Vidimo, smo v družbi ladjic, 6 milijonov, oziroma, če smo natančna, je v teh spodnjih prostorih jih malce manj, kaj ne? Najprej lep pozdrav tudi vam. Nahajamo se v zaklonišču podjetja AC Metalne, kjer smo s pomočjo študentov arhitekture in pa mojih upornikov postavili umetniško instalacijo iz 6 milijonov ladjic. Tako kot ste rekli, se pravi v spodnjih prostorih, se pravi v samem zaklonišču je 4 milijone, približno, seveda nismo jih natančno šteli. Medtem ko zunaj, ko ste se pripeljali, ste videli en velik kup, kjer pa je 2 milijona ladjic. Zdaj ta razmejitev ni zgolj slučajna, ker je pač 2 milijona ljudi je bilo ubitih oziroma je umrlo v taborišču Auschwitz-Birkenau, medtem ko 6 milijonov je pa številka žrtev celotnega holokausta iz časa druge svetovne vojne. Morda, če orišete, zakaj ste se sploh lotili tega projekta? Zadeva je zelo v bistvu bila, ne bom rekel enostavna, ampak odkar se ukvarjam z tem fenomenom, ki se imenuje holokaust, to pa je dejansko, tako recimo in pišemo, skoraj že 40 let, ali pa da ne bom pretiraval 35 let, od svojih najstniških let naprej, mi je vedno težava, tudi sicer kot zgodovinarju je težava, kako ljudem, komorkoli, ki se pogovarjam, ali so to moji dijaki, ali so to drugi ljudje, predstaviti neko številko. Številke so tako brezosebne, brezbarvne, brez vonja, brez okusa. No in moja velika želja je bila, da bi pravzaprav videl, koliko je to dejansko 6 milijonov in nekako na simbolični ravni tudi to zadevo povezal z žrtvami. Zdaj, seveda, v tem trenutku je zadeva lahko tudi zelo šokantna v tem prostoru. Seveda, če samo vizualiziramo, da ena ta ladjica pravzaprav pomeni eno človeško življenje. In glede na te kupe, ki jih tukaj vidimo, je to nepredstavljivo. Dajva opozoriti, da to je samo en majhen delček. To je zelo en majhen delček. Ne vem, če je tu sploh milijon ladjic v tem prostoru, ki ga vidiva, ker jih je večina potem še v naslednjih prostorih. Skratka, to je bila ena moja taka velika želja, vizualizirati te neosebne številke. Kdo vse je sodeloval pri projektu? Zdaj po našem neuradnem, ampak bolj po nekem, bom rekel, tem oglaševanju ljudi, je v Sloveniji se aktiviralo približno 20.000 ljudi. To pomeni, da je to dejansko res vse slovenski projekt. In zdaj tudi, če bi glede na pošiljke barvala zemljevid Slovenije, bi celotnega pobarvala. Se pravi, iz vseh koncev Slovenije so prihajale. Definitivno v moje veliko presenečenje, da je zadeva pljusknila tudi preko mej. Se pravi, in Hrvaška, in Madžarska, Avstrija, Italija, Nizozemska, Belgija, Francija, Luksemburg, Danska, Portugalska, nazadnje so še s Portugalsko dobili in tisto, kar je skoraj da nemogoče, pa vendarle je res, da so to zadevo podprli tudi dijaki iz Argentine in Indije. Oni res, da ladjic niso poslali, ker je pač to predrago, ampak so preko virtualnega sveta nam poslali slike, da so te ladjice tudi delali. Zdaj, glavni akterji tukaj noter so bili študenti arhitekture, to sta bile predvsem Ronja in pa Rebeka, ki sta ves čas bile gonilna sila. Zdaj, tisti, bomo rekli, fizični del, ki je bilo ga treba upraviti in je bil seveda tudi najtežji in tudi najdlje trajajo, so pa seveda opravili moji uporniki, ki pa so res se nagarali v tem času. Kako so ti prostori izgledali, ko ste sem začeli nositi ladjice in pa kakšna je razlika danes, torej koliko pravzaprav je dela, tudi stene, vse ima svoj smisel trenutno tu? Prostor je pač bil eno klasično zaklonišče, ki je bilo leta 1991 nazadnje uporabljeno v tisti tako imenovani 10-dnevni letni vojni za Slovenijo. Na tem mestu bi se res zahvalil direktorju gospodu Tučaju, ki je v trenutku, ne glede na to, da nisem čisto prepričan, si je znal predstavljati, kaj bomo iz tega ven naredili, bil pripravljen te prostore nam odstopiti brezplačno, zastonj smo tukaj. Zdaj, bile so neke stare gume, avtomobilske, neke stare krame je še bilo, tako da najprej smo morali to pospraviti, to je bilo v enih soboti, smo bili gotovi. Potem pa so dejansko prostor za prostorom
dobil neko svojo zgodbo, vsebine in zdaj mislim, da so zelo sporočilni ti prostori. Možnost je tudi prostore si ogledati vodeno, sicer pa so na voljo vedno. Ja. Zdaj tako, trenutno smo 2 pripravljena, zato da lahko zadevo tudi strokovno vodimo, to si želimo, zato da pač dodamo tem mladicam še malo neko zgodbo, nek človeški glas, da se še bolj uživijo. Zdaj načeloma obiščete lahko katerikoli dan v tednu, s to razliko, da se pač morate najaviti na info@upornik.si. Tudi posamezniki, se pravi, ne gre samo za skupine. Medtem ko zdaj zaenkrat do 14.7., vključno z 14.7., je ob četrtkih zadeva od 4 do 7 zvečer odprta, ne glede na to, ali se kdo najavi ali ne. Potem gremo na poletne počitnice. Sama razstava bo pa zagotovo tukaj do konca leta 2022. Z možnostjo podaljšanja ali na to? V bistvu je zdaj tako, če zdaj ravno se ne bo kaj dramatičnega zgodilo, da bo seveda gospod Točaj pač iz kakršnihkoli razlogov te prostore nujno potreboval, bomo pač morali seveda zadevo zapustiti. Upajmo, da zaklonišča se ne bo potrebovalo. Iskreno upam, da tudi ne. Sicer zdaj mislim, da tiste prvi val, kjer bi se lahko, takrat sem se kar malo prestrašil, ko je prišlo do te nesrečne vojne v Ukrajini, ko se je govorilo o tem, da treba malo ta zaklonišča, bi se znalo zgoditi, da bi morali iti ven. Zdaj, v nobenem primeru ne bomo silili z zaključkom te postavitve, iz enega preprostega razloga, ker je res bilo tako veliko dela vloženega. Ne samo za postavitvijo instalacije, ampak dejansko z delanjem teh ladic. Da se mi zdi, da je prav, da vsakdo, ki ima željo, to zadevo vidi in začuti, ker je pa zgodba močna. Nam lahko del vodenega ogleda zaupate na kratko danes? Ja. V bistvu je voden del sestavljen iz besed preživelih taborišča Auschwitz, ki so kot otroci preživeli in so kasneje v raznih oblikah dnevnikov in zapisov tudi pričevali. Zdaj seveda jasno, izhodišče je legendarna, verjetno najbolj prepoznana ime te zgodbe Ana Frank, ki je seveda tudi mene pripeljala do tega, da sem začel se s temi zadevami ukvarjati malo bolj konkretno in bolj resno. Potem je pa tudi cela vrsta zgodbic, ki pripovedujejo, niso samo to glasovi žrtev oziroma tisti, ki so bili v taborišču, ampak tudi glasovi tisti, kateri so bili na drugi strani. Se pravi Rudolfa Hösa, recimo, ki je bil direktor taborišča Auschwitz-Birkenau, recimo besede Adolfa Hitlerja, tudi besede nekaterih, recimo Josefa Mengeleja, ki ga poznamo kot zdravnika, doktorja iz Auschwitza. Skratka, na nek način sem poskušal skozi ta tekst približati ljudem ta občutek, da tu ne gre za neko znanstveno fantastiko, da niso zdaj žrtve, se pravi kupi zmaličenega papirja ali trupl ali lesa ali česarkoli že pač, da to, se pravi vsaka ta ladica je imela ime, ima zgodbo. In dejstvo je res, zato ker točno to ladico je nekdo zgibal. Ne vem kdo, ampak nekdo si je vzel čas. In enako velja za te ljudi. In na drugi strani res ne želim, da te ljudi, ki so počeli ta grozodejstva, spreminjamo v pošasti, v neka nadnaravna, nenormalna bitja, ker dejansko so bili to ljudje tako, kot ste vi in jaz. In tega se moramo zavedati, da zločinci niso ljudje, ki bi izstopali po svojem ne vem kakšnem vizualnem ali kakorkoli, da se to da prepoznati, ampak to je nekdo med nami lahko. No in tako pravzaprav ta umetniška instalacija tukaj v zaklonišču začne govoriti samo po sebi, pripoveduje zgodbo. No in tako nekako potem tudi to zadevo speljamo. Je pa res tudi tako, da zdaj prve izkušnje, ko imamo, da je bilo kar nekaj ljudi, ki so pa čisto samostojno odšli noter in se zelo čustveno odzvali, ne glede na to, da niso bile izrečene. S svojo interpretacijo. Za svojo interpretacijo, tako. Verjetno pa ni naključje, da se je projekt začel v času epidemije. V bistvu ne vem, če je toliko povezano z epidemijo, bolje povezano z eno zadevo, ki moram reči, da ta projekt, poskus tega projekta je bil že pred 8 leti. Vendar takrat moram reči, da nisem imel dovolj poguma, da bi zadevo speljal do konca in smo pri 2.400.000 ladic zadevo ustavili. Sicer je projekt uspel, imel neko svojo zgodbo,
Zdaj, zakaj po 8 letih? Iz enega preprostega razloga, ker se mi je zdelo prav, da poskušamo ponovno se med sabo družiti na način, ki ni vezan samo preko interneta, preko telefona, ampak da dejansko z enim takim, dokaj enostavnim zgibanjem, to zdaj ni neki znanstveni origami, povežemo ljudi različnih starosti, različnih socialnih statusov, različnih pogledov na svet. In dejstvo je, da, tako kot sem že povedal tudi na uradni otvoritvi, v bistvu ta projekt sem na nek način podaril svoji ravnateljici v zahvalo, ker je pravzaprav v zelo kratkem času šolo, ki je pravzaprav že skoraj 30 let moja šola, oziroma delam tam, iz zelo nezavidljivega položaja postavljena na trdne temelje. In mislim, da si ta ženska res zasluži en tak spomenik enega takega projekta. Tudi šla je vam tako naproti, da ste ladjice najprej hranili na šoli, a ne? Ja, zelo, zelo potrpežljiva je bila, kajti tu je bilo seveda veliko ovir, katerih jaz seveda, ko pač nisem najbolj vešč nekih pravnih zadev, seveda sploh nisem razmišljal, in seveda je v nekem trenutku nastal problem na šoli požarne varnosti, meni to takrat pameti ni padlo, pač papir. Dejansko je bilo tudi tako, da je njena tajnica, ki je seveda zelo obremenjena, ker ogromno dela seveda je tu treba opraviti na šoli, da je seveda jo tako zelo neegoistično bila pripravljena deliti z mano, ker je gospa Barbara imela kar precej dela, ko so prihajali ti paketi in je to bilo treba ves čas zlagati, tega je bilo veliko. Morda, da se dotakneva še samih ladjic, ko bo konec razstave, torej oziroma instalacije in tega projekta verjetno nekoč bo, kaj bo takrat s tem papirjem, ladjicami? V vsakem primeru seveda v nekem trenutku bomo morali to zaključiti in seveda tudi bomo. Zdaj, glede na to, da je pač en del mojega življenja vezan tudi na upornika, smo se pač potem odločili skupaj, da bomo ta papir prodali podjetju Surovina. Moram reči, da so zelo, zelo prijazno pristopili in tudi že do zdaj se izkazali res kot izjemno družbeno odgovorno podjetje. Da bomo ta papir prodali in seveda potem vsa sredstva, ki jih bomo zbrali, seveda uporabili za te ljudi, ki pač rabijo upornikovo pomoč in teh pa ni malo. Ja, če se zdaj lepo navežemo naprej na društvo Upornik, na čelu katerega ste že kar precej let, kakšno je trenutno delovanje, v kakšnem stanju je sociala, predvsem torej v Mariboru? Ja, sej v bistvu tako malo bolj konkretno lahko govorim zgolj o Mariboru in okolici, ker v bistvu ne pokrivamo celotne Slovenije, pa ne zato, da ne bi hoteli, ampak enostavno fizično ne gre. Zdaj tako bom rekel, Upornik je v dobri kondiciji, kar je v redu. Se pravi, to v tem dobri kondiciji mislim to, da smo zelo kadrovsko močno podprti, da je dobra in močna ekipa zelo različnih ljudi. A je bilo težko dobiti ekipo? Neko stabilno, ne? Ja, zelo. Iz enega preprostega razloga, ker dejansko deklarativno smo Slovenci zelo predani humanitarnosti. Ko pa pride to v eno, rečemo, obvezo, je pa stvar že malo drugačna. Namreč to ni stvar, ki bi bilo danes mi je, jutri pa mi ni. To pač enostavno ti prevzameš odgovornost za eno skupino ljudi, kar je grozno občutek, za katere veš, da brez tvoje pomoči ne bodo mogli normalno živeti. In ko jim ti enkrat začneš pomagati, ne moreš ti reči, danes pa več ne bom. To je služba, ki ni plačana. To je v bistvu poslanstvo, ki te bogati, te izčrpava, ampak dejansko pač enostavno, če si količkaj človeka, ne moreš reči, od danes naprej pa se z tega več ne grem. Jaz to naredim vsaki dan 5-krat, da se razumemo. Zelo močno ekipo imam, tudi to, kar me zelo veseli, tudi strokovno močno. Se pravi, od pravne službe, računovodske zadeve, ki so seveda čisto nujne. Tudi zdaj imamo delovnega terapeuta, se pravi človeka, ki se lahko pogovarja z ljudmi,
ki prihajajo k nam, ker prihajajo z številnimi stiskami, strahovi. Ne? Se pravi, biti na robu preživetja, to je en velik strah. Ne? Zdaj, kar se pa tiče ljudi, bom rekel takole, da je zdaj eno vzdišje. Ne? To poletja so vedno ena taka, jaz bi temu rekel, tako ena siva cona, kjer se ta občutek socialne stiske zelo zminimalizira. Ni visokih položnic, ne? Ja, v bistvu res ni, čeprav zdaj v tem trenutku vemo, da so položnice močno poskočile, ne glede na letni čas, ampak ni kritično. Ne? Druga stvar, ki jaz mislim, da je zelo pomembna, je to, da ti ljudje, ki prihajajo k upornikom po pomoč, vsi imajo nekje ali svoje vrtove, ali pa imajo koga, ki recimo, in se na ta način marsikaj, jaz bom rekel, ljudje, ki so toliko časa na enem robu preživetja, nekega dostojnega življenja, so zelo iznajdljivi. Dejansko zelo prilagojeni temu preživetju. Jaz moram reči, da jaz se res vsakokrat znova, vsak četrtek znova čudim, kako je možno, da za tako malo vsoto denarja nekdo preživi. Mislim, jaz zaslužim dobro plačo, pa se mi tudi kak mesec zgodi, da mi zmanjka. Vredo, meni je verjetno zaradi nekih luksuza, ampak res se dostikrat čudim tem ljudem. Tako da zdaj, suma sumarum bi rekel takole, da jesen in zimo pričakujem zelo optimistično. Je pa res, da verjetno tudi tisti, ki pridejo po pomoč, pridejo zelo pozno. To je neko, Slovenci smo ponosni, če bi lahko tako rekli. In zato so te situacije potem težje težje rešljive, rečiva tako. Zdaj, največji problem je seveda takrat, kadar se zaradi čakanja, da dobiš neko pomoč, oziroma da poiščeš neko pomoč, naberejo položnice, ki pride do stopnje izvršbe sodišča ali ne, daj Bože, seveda tudi deložacije. Zdaj, tega ne bomo spremenili, tega upornik ne more spremeniti. Bom pa rekel takole, da naši odjemalci, ki pa permanentno prihajajo, oziroma naši ljudje, ki permanentno prihajajo po pomoč, so se pa zdaj že naučili, da ne skrivajo, kadar zaidejo v neko finančno stisko. Da pridejo in povejo. Zadnji mesec, 2 meseca sem imela težavo za plačevanje, XY položnice in na nek način so postali odgovorni do upornika. Zavedajo se, da je vseeno lažje uporniku plačati 100 evrov. Kot pa še vse zamudne, Kot pa potem 10 000 evrov. Tako da... Konec koncev se pa vsakemu lahko zalomi v življenju. Absolutno. Zdaj, njim se niti ne zalomi, njim je realna situacija taka, da če ima vse plačane položnice, pa da ni lačen, jaz se vedno znova čudim. Kako je to sploh možno v tako malih zneskih, ker govoriva o 500 in manj prihodkov mesečnih. Tako da ja, in to je pa tisto, kar mislim, da v vseh teh letih našega delovanja je ena hudo velika dodana vrednost upornikov, da smo vredni zaupanja ne samo ljudi, ki nam pomagajo, donirajo, ampak tudi ljudje, ki jim prihajajo k nam po pomoč, da lahko povedo sem v stiski. In to je zelo dragocen podatek. Na kak način pa vam lahko ljudje, ki imajo morda kak evro več na koncu meseca, pomagajo? Se pravi, najbolj elegantni je tisti klik na telefonu upornik 51919. Seveda jasno tudi preko našega transakcijskega računa. Vse se najde na naši spletni strani, ki je zelo modernizirana in na novo obdelana. Tukaj zdaj imamo še eno ob Gregorju, še Adriana, ki sta v bistvu računalniška mojstra. Se pravi, preko transakcijskega računa. PayPal imamo tudi odprt, to je predvsem za ljudi, ki so v tujini in potem z tujine nakazujejo, teh imamo tudi nekaj. Drugače pa vsakašna pomoč je dobrodošla. Ljudje me dostikrat sprašujejo, a samo denar? Ne, če imate kakšno idejo, s čim lahko pomagate nekomu, ki je v stiski, vrata upornika so vsak četrtek odprta tudi za take ideje. Kaj pa sicer, po epidemiji je kakšna sprememba ali niti ni pustil koronavirus? Sprememba je prvič v strukturi prosilcev.
Se pravi, zdaj na naša vrata ne trkajo več samo upokojenci ali pa večinoma upokojenci, ampak seveda tudi družine. Vemo, kaj se je zgodilo, da predvsem recimo določeni sektori, kot je gostinstvo, turizem in še bi lahko naštevala, čez noč se je zgodilo, kar se je zgodilo. In dejansko na začetku so še verjetno nekako te družine zmogle preživeti z nekih svojih prihrankov, eventualno, predvidevam, vem ne. Seveda v nekem trenutku pa tudi tega bilo konec. In če nista starša, vsaj eden, ali seveda, hvala Bogu, oba, dobila novega zaposlitve, je nastal seveda zelo velik problem. Opažamo pa pri naših ljudeh, da je več psihične stiske, teh, ki redno prihajajo k uporniku. Še veliko bolj so se počutili osamljene, izolirane in veliko manj prijetnih nasmehov je po koroni, kot jih je bilo pred korono. Ne zato, ker bi bili ljudje, ne vem, slabi, ampak zato, ker se dejansko iz obraza da razbrati, da gre za take kar precej osebne stiske. Slabše psihično stanje. Ja, psihična kondicija je močno načela te naše upokojence. Včasih ste kar grobi tudi sami do sebe, ko pride do kakšne prevare, ampak tega je na žalost še vedno, ljudje poskušajo se okoristiti. Res je. Sem vedno razočaran. Moram reči, da vedno znova ni dolgo od tega, zdaj smo že spet nek nov ukrep morali sprejeti, da je hči prihajala po bone v imenu svoje mame, ki je bila že 4 mesece mrtva. Osebno, jaz to vedno znam. Gledaš me v oči in mi lažeš. Drugo, kar mi velikokrat ljudje rečejo, pa daj nehaj pretiravati, ampak jaz res čutim izjemno veliko mero odgovornosti do tega denarja, ker to ni denar, ki je z neba padel. To je res nekdo dal, ta denar je bil pošteno zaslužen. In meni je vsak cent mi je grozno. Zdaj, dejstvo pa je, da očitno ljudje smo pod kožo krvavi vsi in vsak ima svojo temno plat, tudi jaz jo imam, in v nekem trenutku odreagiraš, kot odreagiraš. Poskušamo z raznimi pravili, varnostni mehanizmi, tako zminimalizirati, koliko se da, vendar 100% uspešni ne bomo nikoli. Zelo čustveno osebno ste vpeti, verjetno tudi v tiste težke zgodbe. Kako potem to doma izklopite, če sploh? Zdaj prvič, eno stvar moramo vedeti, in prav je, da se ve to, izklapljam z strokovno pomočjo. Se pravi, jaz imam psihiatrično pomoč, tako da ni, kadar pride do možnosti izgorelosti, imam svojo psihiatrinjo, katero se obrnem in midva to predelava in ona mi pomaga, da te zadeve izklopim. Seveda, jasno, družina, ki smo zelo posebna, predvsem pri nas je zelo pomembno, da skrbiš za človeka. Mi do materialnih dobrin imamo zelo mačehovski odnos. Zdaj, če boste šli posneti moj avto, bo vam vse jasno. Prednja tablica je že na armaturki, zato ker je dol padla. Zdaj, do zdaj sem reševal tako, da sem jo brcal, da je nazaj včeraj pa dol padla. In tako kot moja sinova, tudi žena, nekako poskušamo dihati drug z drugim na način, da razumemo, zakaj nekdo počne, kar počne. A sta tudi sinova že vpeta v humanitarnost ali ne tako? Ma kri ni voda, Nista na uporniku, tudi ne želim, da bi bila, iz enega preprostega razloga, da ne bi kdaj kak klukec se našel, ki bi govoril o kakšnem družinskem podjetju, ker to bi se zelo hitro našlo. Dejstvo pa je, da imata to humanitarno, zelo močno. Čudno bi bilo, če ne bi, načeloma, odkar sta na tem svetu, sta vpeta v to, da z ljudmi se ne dela kot s smetmi.
Ampak druga skupna točka vam je pa tudi športa, ne? Ja, absolutno. Ja, to pa mi, a to za nas tri, ja, seveda, to pa ja. Sicer dejansko ne dohajam več, ne, vseeno, to so mladeniči, stari 26 let, ne. Jaz sem vendarle zdaj gospod 50 in plus, ne. Ampak ja, šport je verjetno pri vseh štirih ta čistilni mehanizem, ne. Vsak na nek svoj način preko športa se odmika od vsakdanjega vrveža in zato v bistvu lažje shajamo z vsemi svojimi dejavnostmi, ki jih opravljamo. Tudi to, da se poleti za recimo mesec dni izklopite, je že kar znano, ne? Tudi kolo vam takrat pride. Tudi pobegnem, ne? S kolesom, ja, to je v bistvu ta moj odklop, ne? Saj tudi zdaj že menda drugo ali tretje leto mi je uspelo upornike vse nagnati na dopust, tako da dejansko res en mesec smo zaprti, ampak to ne pomeni, da so ljudje, ki rabijo pomoč, oškodovani, ker pač zdaj v juniju dajemo dvakratni znesek pomoči, tako da v bistvu dobijo za junij in za julij, ko nas ne bo, in potem dejansko pride avgust nazaj. Morda samo za konec, če to torej, koliko vas je, točna številka v uporniku, koliko ljudem morda ste v vseh teh letih delovanja že pomagali in pa kako ste zdaj konkretno na jesen pripravljeni? Upornikov je trenutno 18, ne? Se pravi, da smo res velika ekipa. Zdaj, koliko ljudem smo pomagali, karkoli bom rekel, bom zelo na pamet govoril, ampak mislim, da govorimo zdaj že o enih 3-4 tisoč ljudi, ne, v vsem tem času. Zdaj, kako se mi pripravljamo? Predvsem to, da skrbno zbiramo sredstva, ne, se pravi, mi smo zdaj v fazi hrčkanja, tako da, koliko se le da, vsak cent posebej čuvamo, zato da si naberemo dovolj veliko zalogo, zaenkrat moram potrkati, ne, da uspevamo, da bomo imeli dovolj veliko zalogo za jesen in zimo, ker takrat bomo pa seveda morali ne samo plačevati 35 € na položnico, tako kot imamo zdaj pravilo, ampak bomo morali ta cenzus dvigniti, ne, zato ker kurjava in elektrika, hočemo, nočemo, vemo, da bo šla v nebo, ne. Zdaj, koliko visoko bomo šli, je pa stvar našega pogovora, to pa vedno naredimo oktobra meseca, se vsedemo, staknemo glave in potem naredimo strateški plan za zimske kurilne mesece. Torej, vsak, ki je v stiski, pa ima na spletni strani objavljene kontakte, ki vas lahko poišče, kontaktira in poskušate pomagati. Tako, se pravi, vsakdo, ki zaide v težavo, je uporniku dobrodošel. To ne pomeni, da vsakemu res pomagamo, zato ker gre skozi sito naših pravil, ki so po mojem dobro nastavljene. Se tudi vedno znova izpolnjujejo, ampak seveda jasno, ne, vedno se potrka na vrata upornika vsak četrtek med 16 in 19, razen zdaj poleti, pa smo zaprti. Velja pa tudi obratno za tiste, kot sva rekla, ki imajo kak evro več, sva naštela, kako. Vedno bomo veseli. To je tudi ena zadeva, ne, saj mislim, da smo tudi mi že enkrat v eni priložnosti govorila, upornik zbira bakrenčke. In nam je v letu in pol z bakrenčki se uspelo zbrati 11 000 €. Tako da mi se ne, to je dostikrat problem pri ljudeh, ne, bom dal samo 10 €. Ni samo, a ne? 10 €, za teh 10 € si ti moral nekaj narediti. To nisi na cesti pobral, ni na drevesu zraslo, ne. Tako da v bistvu mi ne merimo donacije v količini denarja, ampak vsaka donacija za nas zlata vredna. Tudi če govoriva o centih. In kot še enkrat poudarjam, v letu in pol smo mi za centi nabrali 11 000 €. To je nepredstavljivo. Nepredstavljivo. In zato pravim, da ja, vsak evro je dobrodošel. Gospod Krabonja, najlepša hvala za tale današnji pogovor. Zdaj pa vam želim prijeten odklop letos poleti in potem s polno paro jeseni naprej, kaj ne? Iskrena hvala in tudi jaz vam enako želim. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Lepo vas pozdravljamo. Srečno!